Tako, zdaj imamo tukaj levi čopek med palcem in kazalcem in vzamemo lase iz desne strani. Enako kot smo to delali pri francoski kiti. Zažagamo, ločimo lase, malo počešemo in gremo spodaj. Tako, in zdaj nadaljujemo enako. Torej, palec gre spodaj in kazalec primeta desni čopek. Zažagamo lase. Tako, jih damo sem zraven. Malo počešemo. In damo ta čopek spodaj. Tako. Tako, zdaj to nadaljujemo. Previdni smo, da nam lasje ne uhajajo drugam, da so čopki res samo svojimi čopki, so lasje v svojem čopku samo v svojem čopku, da ne gre v drugi čopek. Tako, primemo. In kot vidimo, se zdaj že začenja videti razlika med francosko in nizozemsko kito, ne. Tako, francoska je v bistvu kita noter, ker jo prepletamo spredaj. Nizozemska pa je tako, kot da bi bila kita zunaj. In pride tako izbočena. Tako. Zdaj kar spletemo do konca, potem bom pa pokazala, kako se jo naredi še malo bolj izrazito. Vzamemo lase. Tako, previdni smo, da češemo vmes vsak pramen las. Takole. Pa desni čopek. Vzamemo z desne strani in potegnemo spodaj. Torej, previdni smo, da ločujemo. Ves čas moramo biti zelo pozorni, kaj se dogaja z lasmi v naših rokah. In delamo počasi, nikamor se nam ne mudi. Vaja dela mojstra, torej več, ko boste spletli kitk, bolj boste imeli domač ta prijem las in tudi hitreje boste lahko pletli. Tako, potem pa spet spnemo lase. Tam, kjer začnejo prvi laski gledati ven iz kite, zato da nam bo dalj časa stala. Tako. Zdaj je kita narejena. Da ta kita pride še malo bolj do izraza, lahko takole v vsakem temu, kjer se preplete, takole lase malo potegnemo ven, samo stranske. In tukaj na desni. Ne cel šopek las, ampak samo ta desen. Samo desne in tukaj samo leve. Tako nežno, ampak čisto malo, da potegnemo ven. Pride potem malo bolj široka, malo bolj debela tudi. Tako. Tako, to je nizozemska kita.